Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prisrčno in prijazno pozdravljeni v današnji oddaji Na obisku. Tokrat nismo v studiu VTV vaše televizije Velenje, ampak smo na terenu, v predsedniški palači v Ljubljani. Čudoviti prostori z eno posebno srčnostjo in toplino. In z velikim veseljem danes gostimo tudi damo, to je Vlasta Nussdorfer. Lepo pozdravljeni in seveda hvala lepa, ker nas gostite tukaj v Ljubljani. Lepo pozdravljeni tudi vi, vaše gledalke, gledalci in dobrodošli. Ste svetovalka predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Ja, trenutno sem tu, v tej palači, konec kariere, zelo lepo delo. Ko si nabereš ogromno izkušenj v življenju, je lepo pristati tu, v tej sobi, za to mizo in svetovati predsedniku. Tekom današnje oddaje vas bomo spoznali, kaj ste počeli v življenju, kakšna je bila vaša kariera, pa morda na začetku najprej vprašanje, kakšni so ti prostori, kjer se trenutno nahajamo. Dobro se počutite? Je tista prava energija? Ja, jaz vsak prostor nekako ne opremim, ker oprema je že bila, vendar mu dodam neko noto, neko osebno noto. V svojem življenju sem se pogosto selila. Tako stanovanja smo menjali, kot tudi seveda prostore službene. Nikoli mi ni težko priti v nov prostor. Tukaj v teh prostorih pa se mi zdi, da je naravnost čudovito. Meni so namreč zelo všeč lepe stvari, vse. Cvetlice, pohištvo, tepihi, slike. In skratka, ko pridem v nek prostor, vse to tudi takoj opazim. Tukaj so rdeče preproge, seveda predsedniška palača je izjemno lepa. Tako da, kadar se spustim po stopnicah v nižje nadstropje, kjer domuje predsednik, začutim neko posebno energijo. Že lestenci so drugačni, vse je posebno. In zdi se mi tako tudi prav. Tu velja velik red, disciplina, vse je urejeno po protokolu in to mi zelo ugaja in tudi ustreza. Kakšna je pravzaprav vaša vloga? Kolegi imate vsak ponedeljek? Ja, v ponedeljkih so tu kolegi, razen če je predsednik odsoten, če je recimo v tujini ali tako zaseden, potem se včasih zberemo v ožjem krogu ali kak drug dan. Sicer je pa res običaj ponedeljkovi kolegi, ko se zberemo cel ožji kolegi predsednika, včasih celo v širši zasedbi, spregovorimo o kakšni temi minulega tedna, predvsem pa predsednik sam ga vodi, začrtamo pot tekočega tedna, včasih tudi kak teden naprej. Kam bo šel predsednik, kakšne zadolžitve ima, teh je ogromno, ljudje tega sploh ne vedo. Spominjam se svojih časov varuhinje in si rečem, joj, k sreči je to za menoj. Vse je v urah, vse predvideno in planirano. In potem seveda se zmenimo, ko on ne more na kakšen dogodek, smo mi svetovalci tisti, ki ga lahko nadomestimo, tako da sama seveda pokrivam te prijetne dogodke, ki sem jih tudi prej. Potem so recimo kakšni njegovi nastopi, rabi kakšno idejo, povpraša nas o kakšni aktualni temi. Seveda ni nujno, da imamo enak pogled in to je zelo zanimivo. Smo različni ljudje, tudi prej smo opravljali zelo različne poklice in seveda mu povemo svoje mnenje, stališče, tudi on pove, kaj si misli. Seveda je potem na njem, da presodi, kako bo ravnal. Veste, predsednik s tako kilometrino skoraj ne bi rabil svetovalcev, zato ker je bil že čisto vse, kar je možno. Predsednik parlamenta, predsednik vlade, europoslanec, domači poslanec. Torej mu je na tem področju kar težko karkoli svetovati. Vendar so stvari, ko tudi sama sprejemam ljudi, recimo tisti najhujši primeri, pišejo predsedniku. Predsednik seveda dobiva ogromno pošte. Ta je razdeljena potem na nas in sama pokrivam zelo občutljivo področje, ki se še kako dotika usod ljudi. Torej sedanji časi, kot veste, težki, korona kriza, propadi ljudi, zdravstvo, invalidi. In tukaj poskušam tiste primere, kjer ljudje želijo nek nasvet, podporo, povabiti sem. Zelo so hvaležni,
odgovorim jim, če se le da, seveda. Včasih se tudi ne strinjamo, zlasti pri sedanjih ukrepih, bi radi tudi od predsednika nekaj, česar on ne more. To je ljudem najtežje dopovedati. Včasih, veste, sem kar zgrožena, ko slišim pričakovanja. Povabim nekoga, ima recimo nek težek postopek na sodišču ali policiji ali tožilstvu in potem rečem, ko se že pogovoriva, oprostite, kaj pa vi pričakujete od predsednika? Kako mislite, da vam lahko pomaga? Ja, predsednik je le predsednik, on je ta glaven. Veste, jaz pričakujem, da tega postopka ne bi bilo, da on pokliče in se ustavi, ker je nepravičen zame. Veste, predsednik teh pooblastil nima. Naše veje oblasti, zakonodajna, izvršilna, sodna so strogo ločene. Ljudje res pričakujejo veliko. So pa tudi taki, ki mislijo, da je lepo že poklepetati s predsednikom in takrat jim pač ponudim sebe. Predsednik ne more sprejemati, ima toliko obveznosti in rečem, lejte, imam nekaj izkušenj v življenju, če želite, lahko pridete na pogovor in so veseli. Mislim, da je bil do zdaj samo en v teh skoraj 3 letih, ki je rekel, ne, gospa, ne bom prišel do vas, jaz hočem govoriti prav s predsednikom. Imel je neke predloge, kako bi se nekaj reševalo v državi. Seveda je njegova pravica in sem mu rekla, če ga bo sprejel, ga bo, in ne vem, kako se je potem odvilo. Tudi on sprejema ljudi, včasih smo prisotni poleg, na veliko dogodkov hodi, je v domovini, je v tujini in tako je tukaj zelo, zelo pestro. Predsednik ima 4 svetovalce? To smo 4 nepoklicni, pro bono. Torej mi opravljamo svoje delo, kar ljudje zelo težko verjamejo v teh časih. Pro bono, brez plačila. To smo 4, pokrivamo zelo različna področja. Dr. Petrič mednarodno, bil je tudi predsednik Ustavnega sodišča, akademik Žekš je imel tudi zelo pomembne funkcije v državi, tudi minister je bil, in dr. Arhar pokriva seveda finance, bančništvo. On se vedno oglasi, kadar je kaj v zvezi z denarjem, gospodarstvom. Seveda zelo, zelo različni smo in zato je tudi prav sama pa človekove pravice, humanitarnost, ki mi je bila vedno blizu, in socialno politiko. Potem ima seveda še zaposlene svetovalce za PR službo, za dogodke, nacionalno varnost, gospoda Šefica, ki je tu nekaj časa. Skratka, ima kar široko ekipo, seveda sta najpomembnejši generalna sekretarka in šefinja kabineta. Ti 2 sta pa tisti, ki sta stalno ob njemu, tako da pač si razdelimo tudi te naloge, pokomentiramo, se dobivamo. Je pa zelo, zelo veliko dela in veliko dogodkov. Ko ljudje rečejo, naj se že predsednik oglasi, si rečem, kdaj si bo vzel čas sploh za vse to, kar ljudje pričakujejo. Ima ogromno intervjujev, pogosto je v tujini, sliši se s tujimi predsedniki, kar nenehno so tudi mnogi in na obisku. Seveda nam je korona marsikaj spremenila. Če se spominjam prvega leta v predsedniški palači, je bilo povsem drugačno. 5 dni na teden sem bila tu, kdaj sem prišla celo čez vikend, medtem ko potem je zamrlo, bili smo vsi doma, to se na nek način odtujiš, potem je bila polovica v službi, polovica doma. Mislim pa, da mi ustreza, z ozirom na to, da imaš računalnik, pameten telefon, lahko kjerkoli že odgovarjaš ljudem in tega sem se naučila, tako da sedaj sem zreducirala. Tajnica moja včasih reče, pridite večkrat, pa rečem, veste, se je 2-krat na teden dovolj ali pa enkrat, sicer si pa piševa non-stop. Je pa vaše delo vezano na mandat predsednika? Absolutno. Torej, predsednik me je imenoval, sem njegova svetovalka, to si nepoklicni funkcionar in ko on zaključi svoj mandat, zaključim tudi sama. Preden ste prišli sem, ste si predstavljali, koliko dela ima predsednik? Lejte, to je tako kot pri varuhinji. Preden sem postala varuhinja, se mi je zdelo, da je to delo čisto drugačno. Ko sem prišla k varuhu, sem bila presenečena nad 100 povabili, ki jih dobiš. O vsakem je treba razmisliti, a imaš čas, a boš šel, dogodki, 40 zaposlenih. Tako da pravzaprav je bil takrat zelo, zelo naporen čas. 500 dogodkov letno smo imeli, včasih sem bila na več dogodkov
dogodkih na dan, redki so bili dnevi, ko nisem bila v službi, tudi ali popoldne ali zvečer, delovnik 24 ur, bomo rekli, tudi ko spiš, sanjaš o službi, tako da si na nek način na delu. Tako da sem si malenkostno že predstavljala, kako je s predsednikom. Samo vseeno sem mislila, tako kot najbrž vsi drugi, da on v teh svojih lepih oblačilih, lakastih lepih čevljih se sprehaja po palači, gre sem, gre tja. Veste, če imaš recimo 4 nastope na dan ali pa 10 na teden, zelo različnih, enkrat za kulturnike, pa na tem dogodku drugem, ne glede na to, da ti kdo kaj pove, kaj bi bilo pametno reči, jih moraš izpeljati. Ti moraš tja iti. In zato je to delo zelo, zelo naporno in si ga ljudje ne predstavljajo. Stalno na nekem prepihu, stalno že prebiranje tega, da se seznaniš s stanjem v državi, je kar težko. Kdaj boš kaj rekel, kaj boš rekel. Predsednik se nikoli, tudi prej, ni izjasnjeval. Ko sem bila varuhinja, pa je bila druga vlada, se spomnim Cerarjeva, mi smo 9-krat šli na ustavno sodišče po pravico, iskali smo ustavno presojo. Takrat moram reči, da bi prav vesela bila, če bi predsednik rekel, ta zakon ni v redu, prav je, da se ga preizkusi, pa ni, ne. Ni kritiziral ne vlade Alenke Bratušek, ne Cerarja, ne kasneje Šarca. On je ostal na svojem nivoju predsednika in je pustil, da službe in institucije opravijo svoje. Nikoli ga nisem klicala in spraševala, a mislite, da je to v redu, recimo je bil zakon o tujcih, s katerim smo pogumno odšli na ustavno sodišče in tudi uspeli. Takrat je bil pač tudi napad velik na vlado, celo razkol v vladi, če se spominjate. No, ampak on se ni oglašal. In zato včasih sedaj pa ljudje kar pričakujejo, da bi o vsaki stvari nekaj rekel, ne. Predsedniška funkcija je res pri nas drugačna. Mi imamo parlamentarno demokracijo. Ljudje se premalo zavedajo, da je parlament tisti, ki odloča o zakonodaji in da je vlada tista, ki to predlaga, izvršuje, ki je najpomembnejša, kar se tega tiče. Se pa seveda oglaša, dostikrat preslišan, včasih, ko vem, kaj pove, pa je izpuščeno, sem žalostna, pa rečem, no vidiš, če bi napisali pa še ta drugi stavek, bi pa ljudje videli, da je imel še drugačno mnenje. Tako da, ampak glejte, to je naše življenje, jaz sem bila tega deležna pogosto tudi kot varuhinja, vem, kako je težko ustreči ljudem, če se oglasiš in nekaj poveš, je nekomu všeč, drugemu ne bo. To je kot na sodišču iskati pravico. Za enega ni pravice, za drugega je ta pravica krasna, absolutna. Če vprašate nekoga pred sodiščem, ki je oproščen, bo rekel, zaupam sodišču, res je pošteno, oproščen sem. Če bo obsojen, bo rekel, to je konstrukt. Ne moreš zaupati, pri nas ni pravice. In potem odvisno samo na katero stran se ti postaviš, simpatiziraš z enim ali drugim. In zato je tudi toliko zelo različnih misli in krivičnih, tudi o pravosodju. Kajti tisti, ki so zadovoljni, ne kličejo v nobene oddaje. A veste, nisem še slišala skoraj, sploh ne v zadnjem času, da bi se oglašali zadovoljni ljudje. Da bi recimo klicali ljudje in rekli, veste, zelo smo srečni, cepljeni smo, vse je v redu, bolezni ni, zelo sem zadovoljen z delom. Ne, kličeš vedno, kadar si nezadovoljen. Veste, to me spominja, ko smo bili v stavbi Slovenija Lesa, vrhovno tožilstvo. Mi smo imeli zgoraj v 9. nadstropju, tam je zdaj informacijski pooblaščenec oziroma pooblaščenka, eno tako prehrano, veste, bife. No, in jaz sem ugotovila, da je to čudovito. Ti greš lepo v čevljih ali pa skoraj bi rekel v copatah, čeprav jih v službi ne nosiš, ampak tako se reče, lepo na kosilo, samo postrežno. Ko sem prišla na vrsto, sem že 3-krat spremenila, kaj bi jedla, ker mi je bilo vse všeč. In potem ugotovim, kako je to lepo. In en dan rečem, a jaz lahko dobim tisto vašo knjigo pohval, pritožb. In gospa je čisto rdeča postala in je rekla, se boste na čem pritožili, gospa, povejte meni. Sem rekla, ne, pohvalila bi vas rada, jo skoraj kap. Je rekla, kaj, pohvalo boste vi napisali? Sem rekla, ja, prosim, dejte. In dobim knjigo, ki je bila čisto prazna.
zvezek, tak velik, pa reče, vi ste pa prvi, kaj boste pa napisali? Jaz rekla, da sem srečna, da tukaj jem, a veste, da sem dobila topel obrok, da sem si izmišljevala, kaj bi jedla, ne? Joj, pravi, tega ne opazi nihče. Če bo pa ena stvar narobe, bodo pa takoj klicali šefa. In vidite, taki smo, ne? Zelo malo je ljudi, vi ste taki, vi ste že, ko ste prišli, rekli, joj, kako sem navdušena, kako je tukaj pri vas lepo, znate pohvaliti. Takih je zelo malo pri nas, ne? Tudi če vidijo nekaj lepega in prijetnega, rečejo, no ja, si prostore ima pa še kar lepe, ampak lej kakšen je, lej kaj govori. Takoj v trenutku je samo negativno. Saj veste, kaj se govori. Že, ampak. In tisti ampak, ne, tudi če je nekdo predviden za kakšno funkcijo pri nas, ne, rečejo, ma saj je, saj ima fakulteto, pa celo doktorat ja je naredil, pa ja, napisal je veliko člankov, aha, saj je tudi bil, ampak. In potem se vsuje. Ki izniči vse prejšnje in ljudem ostane potem samo tisti ampak. In to slabo. Vaš pogled na aktualno dogajanje tukaj pri nas, v Sloveniji, predvsem v Ljubljani, kar lahko spremljamo v zadnjem času? Sem žalostna. To je beseda, ki jo lahko rečem, da me je celo strah. No? Nikoli me ni bilo. 30 let samostojne Slovenije se mi je zdelo, da gradimo, da so napake. Sej, če ne bi, ko sem bila varuhinja, pisala tako obširnih poročil, če bi bilo vse v redu. Mi smo iskali napake. Tudi, ko sem prišla v Državni zbor, ni bilo enotnosti, imeli so različne poglede, vendar se mi zdi vseeno, da je bila neka kultura sporazumevanja, ki je zdaj zamrla. Bilo je nekaj kreganja o zgodovinskih dejstvih. Nekateri za, proti, politično različne usmeritve si tudi pričakoval. Ne nazadnje zaradi volivcev mora ena opcija pač govoriti to, kar ustreza tem volivcem, za kar si prizadeva. Če bi vse, pa bi imeli eno stranko. Ne. To sem razumela, sprejela, ni bilo težav. Ampak zdaj nas je pravzaprav ta korona tako neusmiljeno razdelila, samo še na cepilce, anticepilce, nasprotnike in potem ljudje nasprotujejo čisto vsemu. Seveda, ko je kriza, je moč reči, to ni dobro, ampak še vedno ne najdeš ene lepe besede. Jaz sem za protest, če je protest utemeljen, prav bi bilo, da je tudi prijavljen, vendar niso bili, vendar vseeno, mirni protesti na kolesih ali brez me ne motijo. Ko ne motijo ostalih ljudi, kajti ti moraš gledati tudi na pravice, ne samo na svoje, tudi na vaše. Jaz ne smem v vaše pravice poseči, ker jih imate tudi vi. In če vam omejim svobodo, ne morete po mestu svobodno iti, sem pravzaprav kriva, ne, za to. Čeprav jaz mislim, da terjam svojo pravico. No, ko se pa nasilje pojavi, in to tako, kot smo bili sedaj ne 2 ali 3-krat priče, si pa naravnost, če rečem, zgrožen, niti ne bi, ker se mi je zdelo, da se bo to zgodilo, ker se je pač kuhalo, kot v ekonom loncu. Vendar vseeno zelo, zelo žalosten. A veste, ljudje ne moramo zapraviti vsega, kar smo imeli. In tudi reči, da je vse slabo, ne smemo. Kar ne deluje, treba obsojati. Vidite, napake so tudi v zdravstvu, spremembe. Jaz bi si želela, da bi točno vedela, kdaj bo krize konec in kaj je treba narediti. In tudi me zmedejo kakšni ukrepi. Jaz bi zelo prijazno rada, da se komunicira. Taka pač sem. Nisem za te napetosti, stalne spremembe, ukrepe, še manj za uporabo sile. Ne? In ko ena sila udari ob drugo silo, potem nimaš kaj pričakovati. Videli smo topove, pravzaprav sem se zgrozila, ko so ga kupovali. Vem, da je že ena ministrica ga hotela kupiti, Kresalova, potem mislim, da ga je nabavil Cerar, pa sem rekla, kaj pa mi rabimo v Sloveniji, taki lepi deželi, za koga vodni top? Zato sem bila zelo žalostna, ko sem videla, da deluje. In jaz mislim, da je treba neko pamet uporabiti zdravo in reči, prav je, da se kritizira in tisti, ki je kritiziran, mora to sprejeti. Jaz sem to čutila, ko sem bila varuhinja. Če so se pokesali in so rekli, prav imate varuhinja, to bomo pa spremenili ali se vsaj trudili, sem bila zadovoljna. Torej tudi stran, ki je kritizirana, mora
pogledati, a se da kaj izboljšati, tudi pokesati, tudi reči, glejte, ni bilo prav, dogodek v celjski bolnišnici z otrokom, ki je bil opečen, absolutno ni bil primeren, da otrok trpi zato, ker ga nimajo kam dati, tudi če bi bil okužen, a potem, če bi bil okužen, kaj? Bi moral tam biti cel dan, če bi bil tako dolg tretman in ugotovitev, a ima COVID ali ne. A veste, to ni potrebno in ta napaka je bila, so se upravičili, čeprav oče ni sprejel, ga razumem, se ne sme nikoli več ponoviti. Mi se tudi na napakah učimo. Veliko jih je bilo storjenih, naj se odpravijo, vendar nasilje rodi nasilje. Se vam zdi, da nam manjka tistih pravih človeških vrednot? Konec koncev vse se začne v naši celici družini. Kako smo vzgojeni? Ja, glejte, mislim, da vrednote so, samo so zdaj malo, bi rekla, zatemnjene. Zdaj ni vrednota biti prijazen, biti komunikativen, iskati dialog. Zdaj to ni vrednota. Ti moraš biti na enem bregu ali drugem. Ti ne moreš reči, jaz prisluhnem ljudem, ki niso cepljeni in rečem, res je, strah je ljudi, Bog ve, kaj se bo še pokazalo. Ampak glejte, dovolite, da se vsak odloči tako, kot misli, da je prav, da zaščiti sebe, najbližje, moraš tudi na druge misliti. Torej, ta dialog nam manjka in to zahtevati, da si za ali proti, je pa zelo težko. Torej, ni naš, ta je proti nam, absolutno ne. Glejte, treba se pogovarjati in jaz poslušam vse, na vseh področjih, od tega se tudi učim. In a veste, recimo včasih me moti, ker citirajo, a veste, kako je ta spremenil mnenje? In potem povejo, kako je razmišljal leta, ne vem, 2002, no in sedaj pa poglejte, kaj on pravi. Sej, če on sprejme neko drugo razlago in spremeni stališče in ga obrazloži, to zame ni tako slabo. Sej tudi, ko smo se učili v šoli, najprej nismo nič znali, potem smo pa rekli, ne, tako je zdaj prav, ne. Tako da jaz si pustim tudi, da mi ljudje dopovejo in potem začnem razmišljati in rečem, ja, mogoče pa imajo delno prav, vendar kaj narediti, da bo za vse bolje, kje najti neke skupne točke, ki jih moramo imeti, ne? In v teh časih korona krize je odprava krize in njenih posledic bi morala biti prioriteta vseh. Ni stranke, ki lahko reče, mene to ne zanima, ker kriza bo imela posledice. In če bodo ljudje še revnejši, kot so nekateri, kako bomo potem reagirali? A ne bo prepozno? Kaj bomo naredili za najbolj ranljive skupine pri nas? Tako da, glejte, jaz mislim, da rabiš neko sredinsko pot, kjer si strpen, kjer poslušaš druge, ne kritiziraš z grdimi besedami, ne žališ. Jaz nimam Twitterja, ne berem vsega tega, celo ne berem, veste, tega, kar piše recimo pod določenimi članki, ker si ne dovolim, da bi si popolnoma uničila dan. Ko sem bila varuhinja, ne, veste, preden sem postala, niso vedeli, kaj bi mi pravzaprav kakšni očitali slabega, ne. In je pisalo enkrat in me je malo zabolelo, ampak sem sprejela. Pisali je, ona pa res ne more postati varuhinja, zato ker ona je te ranljive, zlasti Rome, preganjala, ker so storili kazniva dejanja, je bila tožilka. Ona sploh ne bo razumela Romov. Pa sem si mislila, lejte, če storiš kaznivo dejanje, je prav, da si preganjan in tudi kaznovan. Nimaš nobenih več pravic kot drugi, zato ker si član neke skupine, čeprav je ta šibka, ranljiva, etična, vse mogoče etnična. Tako da sem rekla, vidiš, kaj mi očitajo, pomisli, še pomisli, a ne bi. No in potem, kaj se meni zgodi? Jaz postanem varuhinja, prva stvar v službi, počaka me tajnica, nova, nisem vedela, in reče, jaz sem prišla na ponedeljek, 25. februarja, mislim, da v sredo 27. februarja 2013 je bil pa v Murski Soboti srečanje, veliko romsko, in so predstavili romsko strategijo za več let. In pravi, boste šli? Joj, sem bi šla, ja, a je navada. Ja, je rekla, prejšnja varuhinja je šla, kadar so imeli Romi dogodke in tako, tudi na kakšne druge, ampak to je bil prvi dogodek, ne. In grem, si dam malo, pokazali so mi poročila, o čem so pisali pri varuhu o Romih, vidim, kako živijo, marsikaj sem vedela in imam zelo lep govor tam, a ne, pač sem se poučila in nastopala.
No, in potem se peljem domov, iz Murske Sobote, kmalu zatem vidim, v poročilih in potem odzivi, varuhinja je bila, veste, zgoraj je bil naslov na srečanju in predstavitvi romske strategije v Murski Soboti. In takrat naivno sem še malo prebrala, ker sem rekla, zdaj me bo pa en pohvalil in bo rekel, smo mislili, da ona ni nekako naklonjena Romom, ampak poglejte, kaj vse je povedala. Veste, kaj je spodaj pisalo? Še ena, ki bo skrbela samo za Rome. Torej, vse je bilo pozabljeno, da nimam posluha, ampak čist diametralno. Torej, nikoli ne moreš ustreči ljudem. In takrat sem rekla, tega, kar pišejo, tončki, balončki, ne vem kdo vse spodaj, ki so anonimni in ki se lahko izživljajo, ne bom brala, ker si ne bom pokvarila dneva. Večkrat mi je sin rekel, a si prebrala? Ne, sem rekla, ne bom in niti ne mi pripovedovati, kaj piše, ker jaz vem, kaj sem naredila, vem, da je bilo prav in se ne mislim ukvarjati s takimi anonimneži. In tudi zaradi tega vas žalostijo potem izjave, ko jih date za medije? Ja, jaz z mediji sem imela vedno dobre izkušnje, zelo, res, bom rekla, odlične, nikoli me noben medij ni prav napadal, so me spraševali. Mi je bilo pa težko, veste, kadar sem recimo kaj veliko povedala, se vidite, koliko rada govorim, kako ne, potem sem pa zvečer rekla, no, končno, zdaj bo pa malo več o meni, pa je bil en stavek, tisti, veste, najbolj butast not, in sem rekla, a to pa ne. In potem so kakšni rekli, pa kaj si to rekla? Ma se ka ne, jaz sem govorila 15 minut, ampak potem je prišla 1 minuta v kontekst, oddaje. Takrat sem bila žalostna, niti ne jezna, veste, ker mediji vem, da rabi tudi novice, ki so malo senzacionalistične, naslov mora biti pompozen, a veste. Tako da, glejte, se sprijazniš tudi s tem, želiš samo, da te ne zlorabijo, da ne napišejo nekaj, kar ni res. Tako da demantije smo dali ne na medije, ampak na odzive v medijih, ki so jih dali ljudje, če so bili zelo neresnični. Imeli smo par takih primerov, ko je nek medij povzel pismo nekoga in je bilo res žaljivo, grdo za varuha, neresnično. Takrat smo napisali, samo gledajte, en bere to, drug bere drugo. Enkrat so napisali, no takrat sem pa bila, sem dala izjavo in sicer so me slikali v enem lepem plaščku. Sem videla, da se je zelo potrudil fotograf, da me je večkrat posnel, ampak sem bila še kar zadovoljna, senka plašček je bil z umetnega krzna, ampak tak dober ponaredek, No, in potem mi ena kliče, jaz ne berem vseh teh revij, napiše, danes si pa v tej in tej, pravi grozljivo, kaj piše. Jaz sem rekla, kaj bi pa pisali? In je pisali, da čeprav sem ljubiteljica otrok, pa so mislili, da sem tudi ljubiteljica živali. Ampak to nisem, ker Bog ve, koliko majhnih živalcev je umrlo za ta moj plašč. No in potem sem seveda napisala, da je plašč umetno krzno, da bi lahko vprašali, če jih je zanimalo, pa jih ni, in da ni umrla niti ena živalca za to moj plašč. Potem so to objavili in je čez mene tako, veste, kaj imajo napis, pisalo ljubiteljica živali. Ampak glejte, nekdo je bral ta članek, nekdo prvi in mogoče tisti, ki je bral prvega, ni bral drugega in še vedno misli, me lahko kje plune in reče, aha, ti nosiš krzno. Še toliko mi je bilo huje, ker je moj mož mi dal en plašč od ene njegove tete, ki je bil pa prav krzno in ga nisem nikoli hotela nositi in mi je zelo zameril. In je rekel, pa kaj misliš, to je glej lepo darilo, to je moja teta nosila, sem ka lej si ne upam, ne bom in sem ga podarila. No in potem, ko je to videl, je pa rekel, no zdaj pa imaš. Tudi ko nimaš krzna, piše, da ga imaš. Tako da glejte, te novičke, ki izhajajo, ne gre vsemu verjeti. Gospa Vlasta, omenili ste, da imate zelo dober odnos z vašo tajnico tukaj v predsedniški palači, pa vseeno me zanima, ko vam ljudje pošiljajo pošto, maile, kaj pišejo, s kakšnimi težavami se obračajo na vas? Lejte, nekaj pisem, ki jih dobim, so namenjena predsedniku in potem jih dobim, ga tudi seznanim, če je taka tematika. To so pisma o stanju v državi. A veste, zdaj je največ seveda o tej zdravstveni krizi, potem se pritožujejo različne skupine ljudi zaradi pravic ali kršitev pravic. Skratka, ta pošta je
taka. Potem je recimo veliko osebne pošte, ki jo dobim. Ta je tudi, so kakšne zgodbe ljudi, zlasti v kakšnih sodnih postopkih, razočaranih. Predvsej je pošte staršev, predvsem očetov, ki ne vidijo svojih otrok zaradi krize, ker se dva ne morata sporazumeti. Tega je zelo veliko. Tu pa tam dobim, no bom rekla, da lani več, ko je šla moja knjiga, avtobiografija, ogromno zgodb ljudi. Pravijo, tukaj sem se našel, čudovita knjiga, prebral sem jo ali prebrala na mah, največ žensk piše. Dobila sem pa tudi eno tako lepo pismo, to poletje, izjemno lepo, ampak ker me avgusta ni bilo, je malo počakalo, ker jaz takoj odgovorim ljudem, če pustijo naslov, enega fanta, zelo mladega fanta iz Lovrenca na Pohorju. Tako da sem dvakrat šla prebrati, če ima res 21, sem na koncu rekla, pa kaj ima 51, 81, sem lupo vzela, ker nisem mogla verjeti, da en tako mlad fant tako lepo piše. Je prebral knjigo, modroval vse od meni, tako nenavadno za tako mladega in s tem sva se tudi srečala. Jaz tiste potem, ki izrazijo tako željo in tudi decembra grem v Lovrenc na Pohorju, bodo pripravljeno srečanje in se bomo tam pogovorili. Zelo veliko dobim tudi takih res osebnih pisem. Se pa z velikim veseljem udeležujete dogodkov, kar ste omenili? Ja, zelo, samo v zadnjem času, recimo minulo leto je bilo pa kar krizno. Ni imel tudi predsednik, je bil kar žalosten, tako da je pol hodil domove, pred domove, po megafonu pozdravljati ljudi, celo prosili so ga, da pride. Odpadali so dogodki, odpadale so konference. Recimo, žalostna sem, je zelo rada nastopam in predavam. Predavala sem za več tudi fakultet, študentom, kadar povabijo nekakšne goste. In tako sem pred kratkim predavala na pedagoški fakulteti. 4 ure brezplačno, nič nisem za to prejela, ne? Ampak video. A veste, tam so se pojavile na ekranu slikice, bilo je 140 slušateljev, ampak videla sem jih hkrati mogoče 10, 20, še tako, da so dali kakšne svoje fotografije, ni nujno, da so sedeli doma na kavču, ne, kakšni pa so bili v živo. No, in to mi je bilo pa tako težko. Veste, 4 ure govoriti računalniku in teh konferenc in teh video dogodkov je bilo pa v tem letu zelo veliko. Skoraj vsak je napisal, imeli bomo konferenco, ampak se strinjate, vam pošljem povezavo. In potem sem se doma javila. Malo lažje je, ne, tako kot pravijo, spodaj si lahko v pidžami skoraj, a ne, zgoraj se urediš, javiš, govoriš, ampak ni isto. Tako da to pogrešam, ta srečanja, jih je bilo pa prej dovolj. Veste, vedno potem poiščem neko rešitev in rečem, pa se mogoče je pa v redu, saj si se že utrudila od potovanj, ne. Najbolj zanimivo je bilo enkrat, ko sem bila varuhinja pismo enega gospoda, eno nedeljo. Jaz sem hodila vse nedelje v službo, ker edino nedeljo sem imela mir. Edino enkrat me je še takrat nekdo pomotoma klical. Je mislil, da je TV Slovenija, pa mene in me je nahrulil, da ni neke oddaje športne v živo in sem mu komaj povedala, da je klical napačno. Jo, se kao, prostite, ne, je kar tulu, ne, to morate vi prenašati, mi vas za to plačujemo. No, in ko sem hodila ob nedeljah, bil pa TV Slovenija, bi moral biti naslovnik, ne. Ob nedeljah sem prebrala eno pismo enega gospoda in je napisal: za vas, spoštovana varuhinja, bi bilo pa zelo prav, da enkrat pokukate iz vaše tople pisarne ven, da vidite, kako ljudje živijo. Jaz sem bila pa v tistem tednu, celo v enem dnevu v Murski, pa potem v Piranu, drug dan v Kopru, pa potem v Slovenj Gradcu. Cel teden potovala po Sloveniji, videla ljudi, slišala in potem ti en brezveznež napiše tako prav žaljivo pismo in sem mu napisala, naj si ogleda našo stran, kjer piše, kje vse sem bila, a ne, in da še predobro vem, kako ljudje živijo. Ampak vidite, človek, ki nič ne ve, kaj delaš, ti svetuje, kaj bi moral delati. V nadaljevanju bomo gledalke in gledalci spoznali Vlasto Nussdorfer osebno. Kje ste se rodili, kje ste preživljali svoje otroštvo, kakšne imate spomine nanj? Ja, moje otroštvo je bilo zelo, zelo posebno. Tako da bi svetovala gledalkam in gledalcem, da preberejo avtobiografijo, nekaj vam želim povedati, ker vem, da ni časa, da bi vam zdaj v tem oddaji povedala to, kar bi vam rada, v knjigi pa sem. Rodila sem se v majhni vasici Bate pri Novi Gorici, pri 2 letih pa sem že odšla v Koper.
V Kopru sem bila do 11. leta, na kar sem se vrnila, bila do 14. spet v Batah, hodila v osnovno šolo Solkan, prej pa v Koper. No in potem sem hodila v gimnazijo Nova Gorica in pri 19 letih sem se poslovila od Primorske in od takrat, ne bom povedala koliko desetletij, živim pa v Ljubljani. Torej, moje otroštvo je bilo zelo, zelo posebno, ker se najbolj spominjam Kopra. Kopra, tega prelepega obmorskega mesta, tam sem pognala korenine, tam sem stopila v prvi razred. Potem seveda, ko se vrneš v Novo Gorico na gimnazijo, osnovno šolo Solkan, je bilo zanimivo, vendar najlepše moje obdobje, tam, kjer sem se vse naučila, pravijo do 6. leta se vse naučiš, je bil Koper. Ste bili pridna učenka? Zelo. Včasih ni prav, da se s tem človek hvali, ker tudi tisti, ki niso bili tako pridni in odlični, lahko uspejo v življenju. To ne sme biti zdaj nek moto za ljudi, moram imeti same petice. Ampak sem bila, ja. Najbrž tudi zato, ker se je to od mene pričakovalo. Nisem bila pa nadarjena za glasbo ali pa recimo tudi risanje, tukaj ne. Tukaj moram reči, da so mi mogoče najbrž pogledali skozi prste, da sem imela tudi tam petko. Ja, odličnjakinja, ampak, vidite, spet bom rekla besedo ampak, kičasta odličnjakinja v osnovni šoli, zaključila, šla na gimnazijo in tam se je pa zgodilo nekaj, kar je pa tudi zelo pomembno, tudi v knjigi to opisujem. Bila sem vprašana matematiko 23. septembra, prvi letnik, prva v gimnaziji matematiko. Nič se nismo učili, ker smo pričakovali neko res matematiko, ne pa aksiome. Poleg še 4 za mano nesrečnežev smo vsi cvek dobili. To je bil prvi cvek v življenju. A si vi predstavljate odličnjakinjo, ki ne pozna štirke in dobi na novi poti, ki pravijo, kar dobiš na začetku, to te zaznamuje cvek. To je bil tak šok, ki ga pa tudi moraš doživeti, veste, moraš tudi kakšen padec, da veš, da znaš prenesti. Jaz sem šla tako v dijaški dom na obisk enim sošolkam in ena je rekla, nič ne bo z nami, prišla je nekje oddaleč, starši mi plačujejo dijaški dom, cvek, se jih je veliko na gimnaziji dobil. Takrat se je pač odločil naš profesor vse razrede prvo spraševanje. Nikjer ni bilo dobrih ocen, sami cveki. No, in tudi je rekel, vi boste vsi pocepali. No, in veste, je rekla, to treba kar v Sočo. Če si na Primorskem rekel, Sočo je pomenilo samomor, Ampak jaz sem pa rekla, ne, od enega cveka ne moramo zdaj kar obupati. In potem tisti cvekec je bil pisan v malo redovalnico, v ta veliki sem imela pa kar petke, to mi je pa ležalo, slovenščina, zgodovina in tako. No, si matematiko sem tudi popravila, 3, 4. Vedno je rekel profesor, 5 imam jaz, 5 ima Bog, 4 imam jaz, 3 pa vi. No, tako da je bilo v redu. Sem bila tudi na maturi 2 petki, 2 štirki, tako da nisem bila slaba. Ampak sem okusila tudi bedo cveka. Ne vem, če je bil še kakšen v gimnaziji, mislim, da ne. Ampak človek se potem pobere. Ja, veste, to pravim, tudi otroka ne moreš imeti skozi uvati, da ni navajen pasti na koleno in se poškodovati. Ker en dan bo padel in bo mislil, da je smrtna poškodba. A veste, tudi ti moraš znati tudi padec. Kaj bi bilo v mojem življenju, če bi bila navajena samo vzponov? Jaz sem imela ogromno težav na karierni poti. Ne vem, recimo polen pod noge, težav. In če ne bi bila dovolj močna, pa sem bila, ne bi preživela. Ste bili razigrani, radovedni, nagajivi v tistem pozitivnem smislu? To ste pa zelo dober izraz uporabili, zelo nagajiva, ampak prikrito bomo rekli. Če je bilo treba, sem se naredila zelo tako, veste, ponižno in v redu, ampak moje učke so že švigale okrog in tako sem enkrat ušpičila eno strašno neumnost. Bili smo z mojim stricem na Krasu, na eni kmetiji in tam so imeli kokoške in jaz sem imela, ne vem, pa 8 let, ne vem, 9. In ne vem, kaj me je prijelo, da bi bila znanstvenica, res nisem za ta poklic. In sem rekla, kaj bi jaz te dvojčke naredila z teh jajčk. Sem videla, da kura na teh jajcih sedi, sem vzela 2 jajčki ven, naredila lukenci, premešala vsebino, selotejpom prelepla, dala nazaj.
No, seveda vemo, kaj se je zgodilo, jajci nista prinesli nič mladičkov, a ne piščančkov. Ko smo se vrnili, je pa ta gospa rekla, tako smo se pogovarjali, rekla, veste, ena sabotaža se je zgodila, pravi, nekdo od sosedov, ki nas ne mara, je prišel in povedal, kaj je videla, ne. In potem jaz rečem, ne, a nimate dvojčkov? In potem sem priznala, da sem to naredila. Ja, kar nagajiva sem bila, ampak no, tako prijetno nagajiva. Nikoli nisem pa naredila nobene stvari, za katero ne bi mi bilo tako žal in bi povzročila mojim kakšne težave. Ne, to pa ne. Po gimnaziji ste nadaljevali potem študij. Ja, potem sem šla na pravo, vpisala sem se tudi na novinarstvo, ker se mi je zdelo, da bi rada pisala. Potem so rekli, da novinarke zlasti, to morate paziti, umirajo mlade. To so me prepričali, da nisem šla študirati, ne? In sem rekla, zakaj? Ja, to je tako težek poklic, to sploh ni poklic za žensko. Pa sem mislila biti zdravnica, kdo ne bi bil, a ne? So rekli, da bom veliko krvi videla. Jaz sem jo veliko več kot dežurna tožilka na ogledih, no in potem sem ostala samo na pravu, ga zelo hitro zaključila, manj kot v 4 letih, ker sem bila noseča, sem se že v 2., 3. letniku poročila, v 4. sem pa potem zanosila in želela sem diplomirati pred porodom in se mi je to tudi uresničilo, tako da ni bilo ne absolventskega staža nič. Potem sem rodila deklico, Andrejko mojo zlato, torej 1 mesec po diplomi, ne. Potem sem iskala službo, sem jo povsem naključno dobila na tožilstvu in tam ostala 35 let. Imate 2 otroka, še sina? Ja, imam tudi sina, ki sem ga rodila pa pred pravosodnim izpitom. Sem ga morala tudi skrajšati rok, bi ga morala kasneje delati, ampak sem 3 tedne po porodu imela že po izpitu rodila. Tako da sem imela v bistvu pri 25 letih, to so bili drugačni časi, diplomo, 2 leti službe, pravosodni izpit in 2 otroka. In potem sem prišla v službo. Mož vam je stal ves čas ob strani? Mož me je razumel, čeprav ni bil tak mož, kot je zdaj moj sin, ki sem ga vzgojila v neizmerno delovnega, ker sem videla, da pravzaprav so drugačni časi. On je živel z mamo, ki je bila vdova. No in ona je mislila, da ženska mora vse narediti. Tako da je kar težko sprejemal kakšne obveznosti, je tudi pravnik. Potem je tudi zbolel, tako da je bil zgodaj invalidsko upokojen in sem pravzaprav kar sama imela dosti težko obdobje, 3 otroka, 2 in še moža bolnega. Ampak mogoče mi je dalo to veliko moč, me je pa razumel, ja, da sem tak tip, da tudi rada delam, a veste, saj mogoče sem premišljevala, če bi živela drugače, da ne bi recimo, ne vem, da bi kot družina veliko potovali, imeli drugačen način življenja, mogoče pa se ne bi uspela ukvarjati z vsem, kar sem se, ne. Ste pravi steber vaše družine, močna ženska, ja, z vrednotami? Sem morala biti, a veste, ne vem, če bi bila tako močna, če me ne bi življenje to obruslo, ne. Mogoče ne. Čeprav ne vem, se mi zdi, da že kot otrok sem kar rada prevzela vajeti v roke tudi pri prijateljicah. Tako smo klepetale, ampak jaz sem jim veliko stvari povedala. To je tako, veste, kar kot se rodiš, a ne tak otroček, potem si in takrat že vidiš, se vidimo, ne. Otroci so zelo različni, tudi moja 2. V istem gnezdu rasla, ampak zelo različna. 3 vnuke imate? Ja, imam 3 vnučke. Najprej smo dobili Laro, ki ima že 14 let in hodi v 9. razred, zaključuje 8-letko, pridna, zlata, lepa punčka. Potem dolgo ni bilo nikogar in potem je sin dobil Gaja, ki je zdaj v 2. razredu in potem imamo še Teo, ki ima 3 leta. Ste povezani med seboj za praznike, da se kot družina zberete skupaj? Mi smo tako zelo povezani, da vsak dan praktično vemo, ki je kdo. Ne podrobnosti, ne vmešavam se v življenje otrok, ampak če napišem kakšnega, zdaj bolj messagi so bolj modni, ne, pa slikce pošiljamo od vse povsod, tako da če kdaj zginem, da kaj ne napišem, je takoj vprašanje, kje pa si danes, da se ne javiš. Tako da tudi jaz približno vem, kje so otroci, kaj počnejo, pomagamo si.
Dobivamo se vsi skupaj bolj redko, zato ker se ob vseh njihovih obveznostih, jaz moram reči, da bi jih še našla, ne uspemo. Enkrat je otrok en na treningu, potem ima drug, ne vem, gre nekam potuje, potem en partner ne more. Tako da cela umetnost je zbrati vse skupaj. Ker sem imela pred kratkim rojstni dan, sem se odločila, da vse povabim. Čeprav imam najmanjše stanovanje od njih, vsi imajo vse prav to, ne? Da povabim čisto vse, bilo bi nas 9, ne? In rečem, boste prišli, in so se začeli kar opravičevati. In sicer ni bilo opravičilo, da ne bi prišli, ampak da ne dovolijo, da bi jaz v tako majhnem gostila od toliko ljudi, ampak da me bojo raje oni naju z možem povabili. Tako da vidite, to je tudi lepa vzgoja. Če bi imela hišo in veliko stanovanje, potem bi vsi pričakovali, gremo k mami. Tako sem pa otroke res dobro oba otroka vzgojila, da znata vse in zdaj vračata na ta način, da ona dva pripravita. Jaz pa kdaj kaj prinesem ali spečem, imam pa res ob petkih včasih, prej sem imela Laro, zdaj je Lara velika, ima toliko obveznosti, ki zelo aktivno pleše in ima res treninge, ima skoraj vsak dan, tako da zdaj je kar težko dobiti njen termin. Imam pa zato Gaja ponavadi ob petkih do sobote, da prespi, medtem ko ta-malo pa zdaj po novem vozim vsako sredo popoldne na plesne vaje in to je zdaj najin kontakt. Sem pa v času krize učila Gaja, ker sta oba starša delala od doma in nista mogla, ali pa tudi če sta šla v službo, imeti kar 2 otroka in sva si babici razdelili. Punčka je imela tašča, torej od sina oziroma mama od moje snahe, medtem ko fantka sem imela jaz, to je bil 1. razred, ni bilo lahko, izredno težko, zato ker je to otrok, ki prvič vstopi v šolo in bi skozi imel odmor in ga naučiti, da zdaj se je treba pa učiti. Potem se veste, pri meni lahko piše grše črke, pa je potem Toršica napisala ponovi, sicer je bil pa pohvaljen. Potem sva šla s psičkom, ki ga imajo, mi ga tudi imamo, no, ampak oni tudi, sva šla na sprehod, bila je zima, tako da gledajte, tudi to je bil za mene eno posebno doživetje, ki ga je prinesel COVID, da sem bila z vnukom toliko, kot ne bi bila nikoli, da sem spoznala, kakšen je, priden je bil, lepo sva shajala, ampak seveda meja med igro, če si v šoli, ne moreš se igrati, doma je imel pa igrače, pa dejva odmorček narediti, dejva se zdaj s tem igrati, zdaj pa odmora konc, ja še ni koliko minut in tako da ja. Ste torej sodobna babica, vedno na razpolago, kolikor vam čas tudi dopušča, ne? Ste včasih vnučke vzeli tudi s seboj v službo? Ja, veste kaj, predvsem Laro, takrat sem bila varuhinja in je prišla k meni cel vikend recimo in jaz nisem mogla brez službe, je bilo treba toliko stvari narediti in sva se zmenili, da gre k meni, se nauči pesmico, mi jo zrecitira, tam je bilo več sopa, sem kaj ti bod kar pri tajnici, potem pa pridi pa mi povej. In je bilo všeč, veste, videti take prostore, imeli smo avtomat, to je bilo sploh všeč, 3 kakave je spila iz avtomata, skozi je govorila, odmor, kakav, so bili res dobri, tudi kavice. Tako da to sva si prvošli, pa sem šla domov, sem naredila kosilo, za njo včasih bolj pozno, pa so jo pa odpeljali v nedeljo. Kako ste, gospa Vlasta, potem usklajevali kariera, družina, služba, tudi prosti čas? Z veliko organiziranostjo. Jaz sem človek predalčkov. Nekako znam tudi zamenjati predalček in reči, zdaj ne bo to, ampak se bom recimo sprostila, šla na kakšen obisk. Ampak vse je planirano. Brez tega ne bi zmogla. Veste, če imaš ti zelo tako službo, ki zahteva celega človeka, resno, vezano na ure, gledajte, tožilstvo, to so bile obravnave, to ne moreš manjkati. Ogledi, ko si dežuren. Kot varuhinja sem imela dogodkov, sem vam rekla, 500-letno, ne moreš se hecati. Nisem bila, ne vem, 10 let, pa sigurno en dan na bolniški. Tudi če sem bila bolna, kar ni bilo najboljša, sem vzela en lekadolček,
včasih 2 uri pospala doma in šla na dogodek. Ne. Nisem si mogla to privoščiti, ampak vse je bilo, tudi prosti čas, prijateljice, druženje, vse organizirano. Jaz sem točno vedela tudi zdaj, kdaj vi pridete in tisti dan si jaz potem vzamem za to. Če pride tisti dan in tisto uro nek drug dogodek, se vljudno opravičim in ga prestavim. Ne morem pa nekoga na cedilu pustiti. Jaz sem samo 2-krat v 6 letih varuhinje zamudila na dogodek, torej pri 6x5, 3000 dogodkih recimo 2-krat in obakrat je bila vzrok prometna nesreča in to kar huda, da je bila zaprta cesta, pa še to sem zamudila 15 minut, so porabili ta čas za posedanje, pa oni so tudi zamujali, so rekli, ker si vzamem vedno čas 1 ure nekako, da pridem prej na dogodek, da jaz ne pridem zadnjo minuto, vletim noter in vsi trepetajo, bo prišla ali ne. Jaz sem bila dostikrat priča, celo enkrat sem nadomeščala nekoga na enem predavanju, so rekli, če lahko svoje predavanje potegnem še za 1 uro, da gostja pride. Saj sem ga, ni bil noben problem, rada govorim, nastopam, ampak veste, kakšno je to travma za organizatorje, ne? In zato sem rekla, jaz vam rada to prihranim, pridem, si ogledam prizorišče, grem še magar na eno kavico in potem v bistvu vedo, da sem tam, da bom prišla. Ne pa, veste, da te iščejo, kličejo zadnjo minuto, a ste že kje blizu, aha, še 5 minut, to mi ni všeč. 35-letna kariera. Kakšno je bilo vaše delo? Spadate med najbolj vplivne pravnike v naši državi? Moja kariera je bila dolga 41 let, 35 je bilo tožilstva, 6 let varuhinje. Torej, napolnila sem vseh 41 let, zdaj sem pa že 3. leto pri predsedniku. Ja, glejte, to so ocenili drugi. Jaz moram reči, da sem bila zelo presenečena prvič nad izborom, potem sem bila, mislim, da 13-krat vse skupaj. Pri Jusinfu, kjer še zdaj pišem kolumne, takrat so mi ponudili ravno prvo leto, da jih pišem z veseljem, jih pišem in tudi za Vzajemnost, revijo za starejše, enkrat mesečno, tukaj pa na 14 dni. Tam so izbirali pravnike v državi in sem bila res izbrana. Očitno nekako so me prepoznali, ker sem bila tako aktivna. No. Varuhinja ste postali leta 2013, to je bil pa poseben izziv tudi. Ja, zelo. Zlasti zato, ker sem si tisto leto zelo drugače splanirala. Jaz sem imela navado, zdaj nimam več tako te navade, ker ni tako stresna služba, kot so bile prejšnje, ampak sem si vedno 2. januarja v koledaru pisala vse rojstne dneve, dopust. Jaz sem ponavadi že takoj po novem letu vedela, kdaj bo poletni dopust, vse. In tako sem si leto 2013 popolnoma splanirala, na tožilstvu seveda. No, 3. januarja me je pa presenetil klic predsednika republike, klicala je tajnica na stacionarne številke tukajšnje palače, še zdaj jo srečujem in mi to pove. In je poklicala, da bi rad predsednik z menoj govoril, in sem bila zelo presenečena, zakaj bi govoril predsednik z menoj. In potem je to ponudil in pravzaprav mi kar ni dal možnost, jaz sem si to prej že želela postati. Potem pa ravno tisto leto pa niti ne. Ampak ko je vztrajal in je rekel, vas vidim, da ste primerni, me je seveda premamil. Ne? In sem rekla, ja, kaj pa moram narediti, in potem je povedal in potem se je to v 1 mesecu odvilo. To je bilo veliko presenečenje. Potem seveda državni zbor, predstavitve, nisem si predstavljala. In s 1. februarjem sem bila v državnem zboru. Poklical me je torej 3. januarja, šok od šoka, potem sem bila 1. februarja izvoljena, 25. sem pa prevzela službo, s 23. ampak je bil vikend. Tako da sem na ponedeljek 25. februarja 2013 začela in čez 6 let zaključila. Ustanovili ste 2 sklada, pomagali ogromno družinam, ogromno posameznikom. Ja, veste, ustanovila sem s pomočjo Društva državnih tožilcev Slovenije, ker sem bila predsednica Beli obroč. Beli obroč je ustanovil sklad Plamen dobrote in sicer zato, ker nismo imeli nobenega denarja, da bi izpolnjevali poslanstvo. Knjigo Naše deklice žigalicami smo prodali, 5000 izvodov je bilo. To je zdaj kar težko si predstavljati, tako naklado, in še 2000, posebej 2 ponatisa.
No in ta denar je šel v sklad Plamen dobrote, potem ko smo tisk plačali, ker naprej ga ni bilo potrebno. In ta je pa res pomagal nekaj let družinam, ko se je ta knjiga predstavljala po Sloveniji. Jaz sem bila v vseh knjižnicah, kulturnih domovih, prečesali smo Slovenijo, no, s knjigo in potem tudi z drugimi. Do zdaj sem jih 11 napisala, zdaj že 1 leto nobene, zadnja je bila ta avtobiografija. Tudi v času varuhinje nobene, vse sem prej napisala. No, potem je bil pa drugi sklad, to je bil pa Hipokrat, to je pa čisto drugo področje. Ko sem bila nominirana za Slovenko leta, je postala takrat Slovenka 2004 Irena Grafenauer. Ker je bolehala za levkemijo, se mi je zdelo prav, da nekaj naredimo in takrat smo vse te nominiranke šle v neko akcijo, ki sem jo nekako izpeljala in vodila, darujmo za življenje, torej izberimo 10 000 darovalcev kostnega mozga. Mi smo jih res brali, ampak dr. Volč, ki je bil predstojnik Zavoda za transfuzijsko medicino, mi je rekel, ne tako hiteti, gospa Nussdorfer. Jaz sem rekel, zakaj ne, moramo zbrati 10 000. Ja, je rekel, kaj pa denar? Jaz sem rekel, kakšen denar, vi ste kako naivno, ne? Ja, je rekel, vsaka preiskava krvi stane. In sem takoj napisala knjigo Vrednote na odru življenja in ves izkupiček, mislim, da je bilo ogromno, no, ker denarja je šel v ta sklad in so se potem preiskave plačevale iz tega sklada. To je bil Hipokrat. Zakaj je bil ustanovljen Beli obroč? Za pomoč žrtvam nasilja. To zato, ker sem šla v Avstrijo kot predsednica društva na obisk in tam mi je celovški tožilec povedal, da oni imajo Weissering. Ko je videl, da se ukvarjam z družinskim nasiljem, je rekel, a vi to imate? Sem rekel, ne. Je rekel, zakaj pa ne bi vi ustanovili? Ja, se ka dobra ideja. In sem predlagala mojemu izvršnemu odboru društva. So rekli, ja kaj, zakaj pa to? Sem rekel, glejte, samo dajte žegen, jaz bom pa to potem vse uredila. In res smo ustanovili tisto leto. Avstrijci so bili naši botri in sicer so prinesli prvih 3000 šilingov, ravno ta tožilec in še en drug njegov kolega. No in potem se je začelo. Dopoldne sem bila tožilka, popoldne vodila Beli obroč. Beli obroč je pomagal s psihoterapijo, finančno, pravno. Jaz sem takrat odgovorila s pomočjo tajnice, no, na 5000 pisem letno, ki smo jih dobili. 5000 raznih zadev, hodila na dogodke. To je bila več kot še ena služba. Najprej resna služba na tožilstvu in potem dobrodelnost. A se vam zdi, da ste se morali kot ženska velikokrat bolje dokazovati kot moški, recimo, če bi bil na takem položaju? Veste, kaj bom rekla? Na tožilstvu je bilo tako, da sem napredovala res počasi. Ampak nisem se dokazovala, ampak jaz sem tako rada delala. Meni je bilo to tako strašno všeč, to delo. Tako da res je kakšen moški prej napredoval z manj napora in manj dela, tudi kakšna ženska, bom rekla. Če smo pa odkriti, tudi v knjigi o tem pišem, nisem imela nikoli težav z moškimi šefi, z ženskami pa kar. To je bila neka ljubosumnost, dokler sem bila jaz doma, nisem nikamor hodila nastopati, sem bila kar v redu. Čim sem se malo v javnosti pojavila in so potem začele deževati prošnje za nastope, predavanja v medijih, je bilo pa kar ljubosumje in takrat sem bila štopirana, bomo rekli, tako da sem imela kar težave. No, ampak potem funkcija varuhinje, kot vidite, mi je bila ponujena, strani predsednika, ni bilo težav. In sem jo opravljala, ne bom rekla, da kakšen ni bil tudi ljubosumen takrat kakšen moški, ampak nisem imela težav. Recimo, jaz sem tako rekla, če si priden, delaven in sposoben, se dokazuješ, a si moški ali si ženska. Mene je najbolj motilo, in to me še vedno, če nekdo napreduje samo zato, ker ima zveze. Jaz nisem imela nikoli, ponavljam, nikoli enega botra. Če rečemo temu boter, strica, tete, nikogar. In zato sem ponosna, da sem vse pravzaprav dosegla s svojim trudom, s pridnostjo. Tega niso mogli zanikati, veste. Tudi ko sem hodila na sodišče, jaz sem se zelo pripravljala za obravnave, uživala v njih, nastopala, pisala. Torej vse je bila ta disciplina že iz otroštva prinešena, da si priden, delaven, marljiv in tako.
In potem sem kar počas, meni je bilo včasih težko, ko so rekli, kako ste vi hitro napredovali. Se sploh ni res. Jaz sem bila 27 let na prvi stopnji ob tem, da sem jim vodila društvo, ustanovila Beli obroč. To mi je celo bolj škodilo kot koristilo. Ne? In mene moti, ne, če bi nekdo recimo postal nekaj zato, ker nekoga pozna, ali ker je v eni stranki, ali ker je treba zapolniti to mesto. Tudi motile so me kvote, ne? Da mora biti ženska, zato ker nimajo dovolj žensk. In potem samo pridi ženska si. Ne, izkaži se. In jaz vedno pravim, pa tudi, ko sem prišla k varuhu, vse, kaj jaz nikogar od vas ne bom zamenjala, vi ste tukaj, jaz sem prišla in bom šla. Nikogar tudi nisem sprejela v službo sama, da bi jaz o tem odločala. Sem popolnoma mirna, kadar so izbrale naše komisije, ko je bilo treba, porodniških smo imeli ogromno. Jaz sem lepo rekla, tukaj je komisija, vi odločite. Ampak nikoli po kakšnih zvezah, da kaj takega ne doživim, samo po sposobnostih. In potem so bili res taki strašni izpiti, en namestnik je pripravil take, a veste, najprej teoretičen, toliko vprašanj, toliko minut, potem seznanitev pred komisijo, potem pisanje naloge. Zelo težko so dobili službo, ampak še zdaj je bila pri meni pred kratkim ena in je rekla, samo vam se imam za zahvaliti. Jaz sem res imela vse desetke, idealna, ampak sem težko službo dobila. In tukaj jo je, ker je uspela, ker je vse znala. Je rekla, jaz nisem več verjela v to. Tako da tudi rečem, pred pražnika nisem zamenjala to v navednicah. Ne. Vsi so ostali, tudi napisala sem, kdo je najbolj sposoben, da bi ga imeli za direktorico strokovne službe, ker je prejšnja se upokojila. In ko sem dobila ta pisma, odgovore, anonimne, eni so se podpisali, sem to tudi postavila, to osebo, ker so se največkrat za njo odločili. Jaz nisem poznala ljudi. Nikogar pripeljala. Tudi ko je šla generalna v penzijo, sem vzela njenega namestnika. Vsi namestniki so ostali, edini zaradi ene upokojitve sem enega izbrala v kolektivu, ne izven kolektiva. A veste, ker to je bilo pa težko najti, sem sicer iskala, malo spraševala, ampak plača ni bila tako vabljiva, da bi nekdo res tak pomemben prišel k nam. In potem sem rekla, ta je mlad, nadobuden, sem vzela enega, imel 35 let, če zdaj je namestnik, no, je bil zelo hvaležen, ponosen. Vsekakor vas sem opazovala ves čas, kakšne izdelke pišete, kakšni ste, in zato vas predlagam. Ne. Tako da, veste, tukaj si potem čisto miren in rečeš, pokažite mi enega, ki je bil zaposlen po protekciji. Pripeljte ga, povejte, ni ga, a veste. Vemo, da ste v svojem življenju doživeli veliko lepih, pa tudi manj lepih trenutkov, pa mogoče, da bi zdaj en tak trenutek izpostavili, ki vam je ostal najbolj v spominu, da ste komu res tako posebej pomagali, da se vam je zahvalil, kakšno tako res lepo zgodbo. Teh dogodkov ni malo, takih hvaležnih ljudi je kar veliko. Veste kaj, najbolj pravzaprav se zamislim nad tem, ko hodim po kakšnih krajih, mestih, pa kdo pride k meni pa reče, to mi je milo, a se me spomnite, pa rečem, joj, ne, pomagajte mi. In potem pove neko zgodbo, ne vem, mojemu otroku ste čeveljčke enkrat kupili, se spomnite, enkrat sem vam prinesla en štikan prt, pa ste ga imeli pol na belem obroču, sem videla. Toliko ste mi spremenili življenje. Veste, to so ti utrinki, ko si vesel. Recimo, tudi pomagali smo eni, da je bila zelo, zelo sposobna, da je doštudirala. Ne. Recimo, zdaj, če me vprašate, veste, kaj je pa bil resen poseben dogodek? No, vseh je bilo ogromno. Ampak ena deklica je bila, mamo smo celo poznali, ampak nismo mislili, da je tako hudo v tej družini. In potem je ona poiskala, je živela sama s to mamo, ko je imela že 18 let, je šla od doma, me je zelo pretreslo. In takrat je povedala, kako je bilo težko kot otroku. Mama je bila tako kar bolna, no, skoraj duševno bomo rekli, malo nasilna in to, in otrok zbeži pri 18 letih. In potem smo jo štipendirali, jaz sem jo spodbujala in je končala fakulteto, bila iz Bosne, končala je fakulteto v Ljubljani, eno zelo prestižno, in me je povabila na zagovor diplomske naloge. In na tej nalogi njeni sem bila sama.
Njeni profesori so kar onemeli, zakaj prihajam. Ni bilo staršev, ni bilo čestitk, ni bilo rož, šopkov, šampanjca. Veste, kaj naredijo kakšni starši, ko otrok diplomira? Čakajo, vsi pražne oblečeni, samo jaz sem bila v dvorani. No, in potem sva šli, jaz sem ji eno knjigo dala, šopek rož, in povabila sem jo na tortico in sok. In takrat je prav zajokala in je rekla, veste, prišla sem iz Bosne z zelo, zelo slabo prognozo. Imam mamo, ki ni znala niti skoraj brati in pisati. In jaz sem končala v Ljubljani fakulteto, tudi po vaši zaslugi, ampak bila je zelo brihtna, ne? Ni bilo vse moja zasluga, ampak mogoče pa ne bi, ne. No, in ta deklica je res povedala, veste, je rekla, danes imam izobrazbo, ki je nima cela moja ožja družina skupaj. Vsi imajo po 2-3 razrede šole, ostali so doma, jaz imam pa fakulteto. In s to imam še stike, tako da to je ganljiva zgodba. Če pride do nasilja v družini med posamezniki, naj si ne zapiramo oči? Ne, molka ne sme biti, zato ker po to nasilje nekega dne terjalo en davek. In potem se vsi sprašujemo, zakaj je umrla ženska ali pa moški, sin, oče, mama, brat, sestra, pa rečejo, ja, saj smo vedeli, da bo enkrat počlo. Veste, nasilje uničuje družine, ne samo tistega, ampak celo družino, otroke, jih zaznamuje. In zato je treba o tem govoriti, predvsem pa je treba preprečiti, da nastane. Nasilnikom je treba sporočiti, da si tega ne smejo dovoliti. Kaj počne gospa Vlasta v prostem času? Radi kuhate, radi pospravljate, greste v naravo, ste ljubiteljica živali, to smo slišali. Ja, zdaj ste že skoraj vse povedali. Najprej bi rekla, da prej nisem imela prostega časa, skoraj nič, ampak vedno sem si ga pa znala vzeti. Za kakšen klepet ob kavici, prijatelje, prijateljice, zelo rada jih povabim tudi v svoj dom, napišem kakšen poseben jedilnik, skuham po jedilniku, rada spečem, zlasti mafine zadnje čase, vsi moji vnuki bogi so deležni samo mafinov in pravijo, a bomo pekli, babi, ja, bomo, tudi torte, no, kdaj naredim. To zelo rada, hodim rada, no, nisem pa noben športen tip, a veste, tak, nisem bila še na Triglavu in mislim, da tudi ne bom, ker zdaj so pa že taka leta, da si ne upam gor. Prej ni bilo niti časa, možnosti, včasih sem kotalkala, plavala, potem sem samo še sedela v službi, tudi to je bilo kar ali na Belem obroču, ali na tožilstvu, ali na dvoranah. Sem pa res tak aktiven človek. Pišem vabila še na roko, kar dosti stvari, čestitke kdaj na roko. Seveda pišem zelo, zelo veliko na teh sodobnih sredstvih, to je najlažje, veste. Vsako minuto, ki pogledaš, nisem pa sužen teh naprav, ampak na pametnem telefonu napišem celo kolumno. Pol veste, pa je mečkan, no ni tako mečkan, ne? Ampak napišem lepo, znam zelo hitro pisati, enkrat sem celo pisala, ko sem čakala na semaforju, potem sem pa rekla, tega pa ne smeš delati, te bo kdo poslikal, rekel, poglejte, kako je neodgovorna. Tako da to ne, imam v torbici, največkrat na tišino, tako kot zdaj, ko boste šli, bo morala pa nek 10, tudi 100 mailov na dan dobim, ali pa 100 messageov. Tako da pa zdaj so WhatsAppi, pa se veste, Vibri, nimam pa Facebooka in vseh teh, Instagrama tudi ne, ker ne vem, če bi zmogla še to. 11 knjig ste napisali, se obeta kakšna nova? A veste, da bi jo že morala začeti pisati, tako da ste me zdaj kar spomnili, da zamujam. Res so mi ponudili na Beletrini, da napišem kakšno zelo zanimivo, tako na pol kriminalko, in sicer mogoče v teh mojih primerih, ki so bili tudi javni, objavljeni v medijih, to se bo zelo bralo, samo imam vse v fasciklih, teh fasciklov imam pa 50, se mi zdi, ne samo od službe, tudi kakšne druge, vse zloženo, dokumentirano. In zdaj se moram enkrat usesti, mogoče bo zima pravi čas, ne vem, ali pa ko končam ta mandat tukaj, in napisati to, kar se bo, upam, tudi bralo. Kaj si še želite v življenju? Mladostni ste, polni energije. Hvala. Želim si samo zdravja. A veste, v teh časih, ko smo spoznali te krute usode, smrti, težave,
pravzaprav rečeš, srečen bom, če bom zdrav. Samo bolezen je tista, ki te usodno spremeni, ker naenkrat ne moreš nikamor. Tako da zase in za vse svoje najbližje, seveda kar vsem, no, ampak za družino mislim, da je samo bolezen tista, ki te pa res lahko uniči. Tako da zdravje najprej. Vse ostalo, lejte, je odvisno od nas, od drugih, ki prihajajo v naša življenja. Vse drugo tudi imam, sem že imela. To življenje je bilo kar lepo, če pogledam nazaj. Tisoče zgodb, tisoče ljudi po Sloveniji, kamorkoli pridem, je kdo, ki te pozna, ki si mu kdaj pisal. Celo v zaporih, no, se to ne vem, če se je zahvaliti, ampak ko sem šla kot varuhinja, je en skočil s posla v koprskem zaporu, ves je bil tak podplut, obsumljen nekega kaznivega dejanja z mamili in je rekel: gospa varuhinja, vi ste tukaj, škoda, da nimam vašega pisma. Sem kaj, pisala sem vam. Je rekel, se sem vedela ime in priimek takoj. Je rekel, ko sem bil mladoleten, ste mi napisali eno pismo, jaz se nisem spomnila, res ne. Pravijo, da je demenca, če pozabiš od včeraj, ne vtis nazaj, ampak res ne. Je rekel, in kaj sem vam napisala? Ja, je rekel, napisali ste mi, naj spoštujem mamo, naj se spremenim, zelo lepo pismo. Je rekel, se zdaj veste, sem tukaj, pa nisem kriv, ne vem, kako se je to razpletlo. Tako da, glejte, ja, to so tisti dogodki, ko te mal dvignejo, greš ven in rečeš, poglej, tudi temu si nekaj napisal, pa je bil v postopku kazenskem. Lepa hvala za vašo srčnost, za vašo prijaznost, za prijeten klepet. Tudi vam, gledalke in gledalci, ker ste spremljali današnjo oddajo Na obisku tukaj v Ljubljani. In za konec še kakšno lepo sporočilo za naše gledalke in gledalce, izvolite. Kaj naj rečem v teh žalostnih časih, ko prevladuje nasilje in grda beseda? Rekla bi pravzaprav tole, da izgovorjena beseda je lahko tvoj gospodar, neizgovorjena pa tvoj suženj. In ko izgovarjamo grde besede, pazimo, bodo gospodarile nad nami. Torej, bodimo strpni, prijazni, tako v besedah kot dejanjih.